Hvala, da ste se odzvali na to hitro sklicano tiskovno konferenco. Najprej bi rad poudaril, da ne bo nesporazuma, že v začetku Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb deluje v skladu z veljavno zakonodajo, tako komisija kot celota, kot njeni posamezni člani in seveda tudi sam. Danes smo imeli v zgodnjih jutranjih urah 5. nujno sejo komisije, ki sem jo sklical zaradi tega, ker so v zadnjih dneh prišle v javnost informacije in tudi mediji sta o tem poročali o prikritih prisluškovalnih napravah, ki so bile odkrite v prostorih Slovenskih železnic. Gre za pomembno vprašanje in kot veste je naša naloga oziroma pristojnost, da bedimo nad tem, da tako obveščevalne kot varnostne službe v tej državi delujejo zakonito, da delujejo na tak način, da niso kršene temeljne pravice, temeljne človekove pravice, ki jih določa ustava. In veste, da je tajno snemanje oziroma prisluškovanje dejavnost, ki je strogo zakonsko regulirana. Mogoče je samo na podlagi odredbe, upoštevaje postopke, ki jih predvideva naša zakonodaja. V nobenem primeru pa se z to dejavnostjo ne morejo ukvarjati zasebniki. Tisti, ki se s tem ukvarja, v bistvu uporablja metode tajnega prisluškovanja, pomeni, da deluje mimo zakona oziroma na nek način kot paradržavna organizacija. In če mi dovolite uvodoma, ko sem začel ta mandat in v naslednjih mesecih, smo imeli kar nekaj razprav v ožjih in širših sestavah na to temo, kjer smo ugotavljali, da je nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami v naši državi dobro reguliran, da je tudi parlamentarni nadzor do neke mere učinkovit, kar se je pokazalo tudi v preteklem mandatu. Ko veste, da je na podlagi ugotovitev vladne skupine in potem delovanja te Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v sestavi pred menoj bilo razkrito tisto, čemur smo nedavno tega, ko smo obravnavali poročilo za leto 2008, rekli zloraba Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v politične namene se strani nekdanjega direktorja te službe. Gotovo do tega ne bi prišli, vkolikor ne bi bili vzpostavljeni mehanizmi in vkolikor ne bi ti mehanizmi delovali. No in ko smo razpravljali o teh stvareh, smo ugotovili, da pa obstaja neko drugo polje, ki zaradi izjemnega napredka informacijske in ostale tehnologije in zaradi vse večje prisotnosti teh nadzornih sistemov praktično na vseh punktih predstavlja določen problem oziroma predstavlja lahko veliko nevarnost za področje zlorab v primerih, ko taki nadzori niso potrebni oziroma so celo škodljivi. No in mislim, da s tem drugim vprašanjem smo se mi soočali oziroma se soočamo v teh dneh. Rezultati preiskave bodo pokazali, ali to drži ali ne. Vendar danes na komisiji smo ugotavljali, da okoliščine tega primera in na podlagi informacij, ki so bile posredovane v javnost, kažejo, da je za nek način nezakonitega prisluškovanja osebam, ki niso vedele, da so temu podvržene, prišlo in da je potrebno do konca razčistiti tako ozadje tega primera, kot raziskati, ali ne obstojijo, morebiti tudi v drugih državnih podjetjih, inštitucijah, podobni sistemi, ki delujejo v nasprotju z veljavno zakonodajo. No, moram reči, da smo bili danes zelo presenečeni, ker na komisijo žal ni bilo ne generalnega direktorja policije, ki smo ga vabili, gospoda Janka Gorška, niti direktorja uprave kriminalistične policije, magistra Aleksandra Jelška, pač pa jo je ustno opravičil njun oziroma namestnik, pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije, gospod Robert Šrepinko, ki je na seji edini sodeloval, ki je povedal, da preiskava praktično v tej zadevi niti ne poteka, ker ni predloga. Gospod Goršek je pred dnevi izjavil, da o podrobnostih preiskave zaenkrat ne more govoriti. Spravi, če je dejal, da o podrobnostih preiskave ne more govoriti, bi preiskava morala potekati še več. Dejal je, da je
morebitna izvedba hišnih preiskav v zvezi z dogodkom odvisna od okoliščin in podanih razlogov. Se pravi, gre za posebne preiskovalne metode, glede katerih je bilo postavljeno vprašanje, ali so bile uporabljene. Skratka, iz teh izjav se je dalo sklepati, da ta preiskava intenzivno poteka. Danes smo se strani gospoda Črepinka slišali, da temu ni tako, češ da je potrebno v skladu z našo zakonodajo podati ustrezen predlog. No, moje mnenje je, da temu ni tako, da bi ta preiskava morala potekati neodvisno od tega. Ne glede na to, je komisija sklenila, da bo v izogib preprečitvi formalnih ovir podala sama predlog za pregon v skladu za 137. in 138. členom KZ-ja. To smo tudi storili in v zvezi z okoliščinami, ki so bile izkazane v teh informacijah, smo sprejeli še 6 sklepov in sicer v zvezi z poročilom se strani policije o prisluškovalni napravi, ki je bila najdena, snemalni napravi, ostali opremi, o tem, da pričakujemo, da se bo opravil nadzor nad podjetjem, ki je te naprave ugrajevalo. Iz medijev smo izvedeli, da gre za podjetje Janez d.o.o. in da se bo dalo nedvomno zagotovilo, da teh naprav ni inštaliranih še v kakih drugih inštitucijah v Republiki Sloveniji. Ta odziv, moram reči, je čuden tudi zaradi tega, ker mislim, da je v interesu vseh, ki v tej državi morajo bedeti nad zakonitostjo in tudi nad spoštovanjem ustavno zagotovljenih človekovih pravic, da se taki postopki ne dogajajo. Čudi, da se nekako policija postavlja na neko ozko formalno stališče, da ni uradnega predloga. Mislim, da imajo vse zakonske možnosti, da preverijo zakonitost delovanja podjetja, ki je te naprave ugrajevalo. Na njihovi spletni strani je zapisano, da zastopajo podjetje Video Domain Technologies, ki izdeluje sredstva za prikrit slikovni in tonski nadzor. Zato se dejansko postavlja vprašanje, zakaj že ni bila začeta po uradnih dolžnosti preiskava v zvezi z tem, ali je to dogajanje, ki smo mu sedaj priča, nas napeljuje na to, da se bodo te naprave mogoče začele odkrivati slučajno pri adaptaciji enega ali drugega objekta, kar mislim, da ne bi bilo dobro. Drug pomemben faktor, ki zahteva hitrost in učinkovitost pri tej preiskavi, je pa seveda brisanje sledov. Popolnoma jasno je, da če kjerkoli še karkoli takega obstaja in če je kjerkoli še karkoli takega bilo v preteklih letih inštalirano, bodo tisti, ki so to storili, poskrbeli, da se bodo te naprave odstranile, predno bo policija prišla do njih. Tako da jaz moram ob zaključku izraziti razočaranje nad odzivom gospe Katarine Kresal, ministrice za notranje zadeve in predsednice LDS-a, ki na seji komisije ni bila prisotna. Mislim, da je ta odziv pretiran, grob, neustrezen, pomeni dejansko nek grob poseg v zakonodajno vejo oblasti. Kaže pa ta odziv nekaj drugega. Kaže na to, še posebej upoštevaje podatke, ki so bili v tem odzivu iznešeni in ki so bili izpostavljeni v javnost, da je gospa Katarina Kresal kot ministrica globoko vpeta v operativno delo policije, kar ves čas zanika, in da se zaradi tega dogaja vedno višja stopnja politizacije te inštitucije strani ene stranke, kar je za demokracijo v Sloveniji nevarno. In mogoče je ravno ta primer, ki se na začetku ni zdaj ne vem kako pomemben, tisti, ki bo dokazal ali pa ovrgal sume glede te zadnje trditve.